Tema prejšnjem delu je bila Nauči nas moliti. In znate, opazovali smo v Lukovo evangelije predhodne vrstice od Oče naš molitve in pa tiste 4 so sledile molitvi Oče naš. In pravili smo o tem, da je Jezus svoje učence včil moliti najprej z svojim vzorom, da je somolo, da jim je pokazal, potem mi je dal vzorec molitve, to je molitev Oče naš, ki si dobro poznamo, in potem je jih včil, kako moliti v gotovosti, da do prepričanja toliko molijo, da se to tudi zgodilo. In danes bi pogledali podobno stvar, le v drugem evangeliji, in sicer v Mateje 6. Spet to poglavje goči o molitvi. Spet goči od Oče naši, ampak samo molitev Oče naš ne bomo. Spet naj preštele, to da je tematika verjetno šterde. Pastor dole guča, to sem prejšnji pa tako pravo, čeprav so se to ne izgučala, ampak domnevam. In Matej 6 od prve vrstice naprej tako pravi. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli. Sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. In kadar molite, ne bolite kakor hinavci, ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokaže ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, podi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem, in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte, kakor pogani. Mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanete jim podobni, saj vaš oče ve, če se potrebujete, preden ga prosite. In sedaj preskočimo molitev Oče naš in idemo do 16. vrstice. Kadar se postite, se ne držite čezmerno, kakor hrnavci, kažejo namreč svoje obraze, da pokaže ljudem, kako se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz, tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skritem. In tvoj oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil. Gospod dragi, hvala ti za to besedo, štera smo preštele. To te prosim, da jo ti blagosloviš, da nam odpreš da nam odpreš srce, da bomo doumeli, Gospod dragi, kot ti od nas pričakuješ. In da bomo doumeli, kako pomemben je naš oseben odnos, naša osebna molitev z tebov. Amen. Zanimivo besedilo. Pa zakaj potem vse to, če pa to tako ali tako nišče ne vidi? Božja beseda nas či, kad tudi ges, moram določene stvari napraviti na tajnem. Samo ges in moj Bog. In tudi ges sem že večkrat to pravil, da si samo ti odgovoren za svoje življenje in da samo ti odločaš o svoji večnosti. Ali sprejmeš Božji milostni dar odrešitve, ali pa ga zavržeš. In ti odločaš o tem. Drugi ne imajo te pravice soditi, niti nič siliti, ampak ti odgovarjaš sam za sebe. Znamo, to nas uči tudi Božja beseda. In v tekstu 4 smo prešteli, vidimo 3 stvari, ki so pomembne za eno zdravo duhovno življenje. Ena stvar je dajanje miloščine, to ti piše, imamo. Takrat so davale tudi to, 10 miloščino, če je štojnico pomoč, finančna sredstva. Drugo, molitev in kot trečjo post, to smo tu prešteli stvari. In med tem, da smo to šteli, lahko opazimo,
ko so nekatere besedne zveze seskal znova in znova, kot eden refren se ponavljajo. In tu piše, ne pred ljudmi, ne za ljudi. Što je to napravo tok, je to že dobo. Skri se. Noj te od zunaj ne opazijo. Ponavlja se, tvoj oče vidi, ko je naskrivno. On te nagradil. In potem Jezus nenadoma zadene tisto srednjo točko, pravi, pa za koga pravzaprav to delate? Pa zakaj ti hodiš v cerkev? Zakaj moliš? Zakaj zdigneš svoje roke v slavljenje? Za koga daješ te peneze za nabirko? Kome treba je ko penaz? In tu vidimo, da ljudje imamo različne motive. Pa v cerkev hoden, sto, mi to starši pravijo, kam moram iti. Ta oden, ker ta moji pajdaši odijo, prijatelji. Ta oden, ker se to malo počenem, pa če predga dolgo traja, leko malo zadrejman. Pa ta oden, ker je to pač navada. Pa roke izdigam, zato, ker si to tudi delajo. Ali pa zato, ker še jim biti Jezuši blizu. Moli na glas, zato, ker se mi zdi, da je to edini način, da sem lahko v skupnosti sprejeti, ali pa da je to edini način, da lahko malo pastore kontra povem tisto, ko se mi je ne videlo, zato, ko dolgo molim to, mi nišče ne more kontra nikak povedati, ko sem pravo. In motive imamo različne. Post. Zakaj bi se postil? Pa to skoraj nišče ne dela. Ali pa če že, pa to napravim zvolj to, ker smo si v cerkvi tok zgučali in neščem biti izključeni. Pa sicer pa post je tudi eden sveti način hujšanja. Različne motive, leko ljudje imajo ob različnih stvarih. In koliko skritih motivov je leko v naših srcih. Zavedano, ko se tega zavedamo, ali pa ne. Včasih je zmetno vse to urediti, pripeljati na red, kajti dostikrat mi iščemo malo enoga, malo onoga in vse postane razburljivo šele takrat ali zanimivo, kako smo mi dejansko Bogu predani takrat, da nas nišče ne vidi, da nas nišče ne gleda, da nas nišče ne opazuje, ko delamo ali pa ko ne delamo. In to je pravi izziv za nas, šterega tu Jezus oblikuje in vči. Da vi živite svoje delo, svojo vero, delajte to tok ali tudi takrat, ko vas nihče ne vidi. Da ste neopazni. V Jezusovu času je bila vera ali iz življenja, versko življenje, del kulture. Takrat so ljudje molili, jutranje molitev, opoldansko, večerno molitev, delali te vse obrede javno, na ulicah. In ne glede na to, kje si bil, važno je bilo, ko si se pokazal, ko so ljudje videli, ko si ti sveti, ko se tega držiš, ko so te včili, ko bi mogel. Ljudje so se pustili, to Jezus tudi pravi, in včasih so namerno se grdo oblačili. Celo so zanemarili, da bi se mujvali. No, ljudje vidijo, kako oni trpijo, ker se postijo. Ampak Jezus uči nekaj drugega. Jezus pravi, da se postiš, daj, muj se. Namoliš se s kremov, kaš malo barvo imel, tudi če ti psihično ali fizično slabo ide, zaradi posta, ne treba to drugome znati, ko se ti postiš. To je najna stvar, to je tvoj odločitev. In Jezus, to je vse to videl, ko ljudje delajo pravi stop. Ne delajte to. Ti ide na skrito. Ne delaj te stvari za to, kar bi ljudje videli za druga, ampak ti to napravi za Boga, za sebe. Najbolje to popolnoma tajno, nišče ne opazi. To je stvar, što se dogaja med tebov in Bogov. In za nas je to tudi pravi izziv, da hočemo živeti življenje, ki Bogi ugaja.
Moramo enostavno imeti čas za Boga. Mi si moramo vzeti čas, da ostanemo pred Bogom samo jaz in moj Bog. Seveda je dobro in koristno in nujno, pa se zberemo v cerkvi. To ne smemo zanemariti. To je nujno za naše krščansko življenje, da se enostavno izmenjamo izkušnje, ki jih imamo, da se izmenjamo prošnje, da se blagoslavljamo eden drugega, ampak poleg vsega tega moramo imeti tudi eno osebno molitveno življenje, kajti brez tega tudi molitve v cerkvi ne bodo funkcionirale. Da le, kot tu beseda pravi, blebetanje, prazno govorjenje. Najprej idi na skrivno, tam, gdje te nihče ne vidi, gdje te nihče ne preverijo, ko moliš, ker te nihče ne da vodo v molitvi, kjer si sam za sebe puščava. Tako kot Jezus tudi šel v puščavo, ide na skrito mesto, kjer je popolno nasprotje s tem dogajanjem, ki je bil kasneje. Ide v puščavo, ki je v popolno nasprotje z današnjim časom. Znate, gnezdenje je vse javno. Hitro, kjerkoli smo, na Messengerje objavimo, na WhatsAppi, TikToki, pogledamo, pokažemo, ko smo včeraj kujali ali geli, ne včeraj, zdaj, čas je treba pokazati, ne. Poglejte, kako smo lepo ukrasili dnevno sobo, poglejte, kako je bila snovči lepo za vabo, poglejte, kako so moji deca urejeni, ko so na novo oblečeni, poglejte, kakšne bogoslužje imamo v cerkvi, kakšne super dogodke, na kakšne koncerte sem včeraj bil, poglejte toga predgora, ki poslušam na TikToki ali kjerkoli, tej se mi vidi, poglejte, kakšne projekte imamo, glej, javno. In Jezus pravi tu, stop, nehajte s tem, nehajte se predstavljati, nehajte se pretvarjati. Izklopi kamero. Ne da se tu zdaj za eno moderno fotografijo ali galerijo, ide se za tebe in mene. Čisto sameva. Ideva na skrivno, brez javnosti. Ne vem, što od vas je že poskusil dalj časa molčati. Izklopite vse, ko je okoli tebe. Radio, televizijo. Izklopite deco, če bi se dal, ne? Pogovarjanje, zunanje vplive, štiri vplivajo na tebe en dan, 2 dni, mogoče dužo časa in se odreče vsem zunanjim vplivom in se osredotočite na Boga. Znate, mi nucamo takšne osebne, svete trenutke. Dosrečamo ne Franska ali pastora, ampak dosrečamo samoga sebe. Naj vsak sebe preizkusi. Smo prili štele pravle. Dosrečamo sebe, ki smo sploh ne sveti, kot se pa v nedelo delamo. Dosrečamo sebe in opazimo, da smo grešni. In znate, to se lahko zgodi na skrivnem. Tam, kjer te nihče ne gleda, v eno puščavi. Mogoče, da se boriš z težkimi stvarmi, kako je Jezus prele, kako je šel na križ, je pravo, vi ostanite tu, molite se, gledaj kraj. Zdaj vas ne nucam, samo mora biti malo. Tudi včasih so takšni trenutki pomembni. Ko vemo, pusti me zdaj 5 minut na mere. Nemren. Dobro je biti. Znate, dobro je biti pripravljeni takrat v teh trenutkih tišine, samote, tudi na stvari, s katerimi se takrat lahko srečamo. Zato vas vabim, jaz smo zdaj par stvari probal tako slikovito prikazati. Vsi znamo, kakšno je življenje.
Vsi znamo, ko se nam v glavi dogaja in kakšnih časih živimo. In jaz sem enkrat, ne vem, v eno razgovoru sem pravil, vse, ko imam, bi dal nekako, če mi što pokazal, je tiste šolter, ko leko odklopiš. Robi tega še mi povedate. Kaj enostavno veš, zdaj odklopen, pa sem tu samo gas, pa moj Bog, ali gas, pa moja žena, pa vse ostalo pozabim. Ampak tega šoltra me še nič ne pokazal. Ampak kako enostavno se vzameš čas za sebe, se postaviš v svojo samoto, v svojo skrito kamro, ideš v puščavo, slikovito gočin. To ideš v svoj svet in si ti sam. In če ščete za nekaj trenutkov, probajte to. Da idete, da je Jezus šel v puščavo, on je ščel biti king. Sam sjov in za svojim očetom. In to je trajalo nekaj časa. In znate, njeme so se tudi v puščavi pojavile tudi druge hude like. In tudi mi, da idemo v takšni mer tišine. Se nam zelo hitro lahko zgodi, ka mimo nas, in to je slikovito gočin, predstavljate se, kako se vi to ščeta. Ka mimo nas, namesto Boga, ko ščemo priti, preleti nekše oblečeni klavn z zvončkami, ali kako skače koli, in pa ti zaščeš, pa napravi, pa ti zaščeš moliti. Pa ne si še napravo, ne si še dal odgovore na maile, ne si še korine poleđala, pa gesti imaš gorkujeno, pa ne veš, kako se kuja, če dobro vrej. Pa ne si še na telefone pogledno se sporočila. Pravzaprav chceš biti v tišini, skoncentriran na sebe in na Boga, ampak potem, pa ne sem pogledal, ko se v svetu dogaja, cojtik se ne prešto, novica ne prešto. In znate, naenkrat se srečaš in opaziš, hej, pa jaz sem tako raztepene, tako raztrošene za svojimi misli, da se ne morem zbrati. In se potem zberam in še pride pred Gospoda in naenkrat pride pred mene spet nekaj hitrega, kot kakšen človek na motorju. Pa to bi še mogel napraviti, pa deca še nemajo naloge napravljene, pa ne mre se doj sesti, pa tu nikaj ne delati, pa čas imeti zirson, dokaj ne da stanovanje pospravljeno, dokaj ne da deca v postele. Pa tej projekt, ktorega še moraš končati, se ne napravo, pa tisto, pa ovo, in se srečaš, da se enostavno imaš eno takšno zagnano naravo, ki te ne pesti, ka bi se skoncentriral. In spet probaš to odriniti. In spet prije mimo tebe ena druga figura, ki je zelo urejena, dvignjena glava, ogledalo vedno v rokej. Pa moje ravnoteže med poklicom in zasebnim življenjem, ali je to pravilno? Mogla bi ga imeti točno pošlihtane dnevnik, točno vero domu, kaj delala, genuican recept za duhovno življenje, genuican recept za svoje življenje, genuican, da je tako, da meni dobro služilo. In naenkrat se srečaš s tem, pa sem se vrti okoli mene. Jaz moram biti opazane. In naenkrat opažiš, kako sem jaz egocentrično usmerjene. Jaz meni moje. In probaš to kraj poriniti in prije naslednja zelo mračna podoba, štera se premika za zaskrbljeno počasi. Vidiš, da ima nekaj žmete na hrbte, pa ti pravi, kako sovražim to tišino. Pa se skozi znova, da sem tok v tišini, se mi zdigne to nazaj gor. Tako sem napravo. Bila je velika napaka. Zamočal sem. In toga enostavno ne morem pozabiti, ne morem oprostiti, ne morem sam sebi pomagati. Rad bi to razveljavo, ampak težko je to prenašati. In mogoče opaziš, da se boriš za eno krivdo v svojem življenju.
In probaš to potisniti na stran. In naenkrat se pojavi spet nova postava, štera mrzlico beži, desno, levo, se in ta, in pravzaprav ne ve, koma bi roda naletela in se pitaš, pa Bog, pa zakaj to sploh trbej? Ali me ti resen ljubiš, kako to v cerkvi poslušam? Pa zakaj se te dopiša teko trpljenja? Zakaj ljudje igrajo betežne? Pa Bog, ali je sploh vredno s tjo potovati? Pa v cerkev iti, to je tako malo dosadno. Pa z druge strani pa znomka mi koristi. Pa molitev, pa kome je sploh leko zavipan? In opaziš, kad se sooča z mnogimi dvome v svojem življenju. In probaš te dvome urediti, postisniti na stran in skoraj spregledneš, da mimo tebe ide mali, stari, sivi, zmedeni človek. Pa zakaj bi ga mogel gučati z Bogom zdaj v tom času? Pa glej, pa ga sem vreden tega. Pa to so ove tisti, ko naprej stogijo, oni na to napravijo. Pa ga sploh me ne opazijo. Sploh ne opazijo, ko ga delam. Nikdar sem niti v spredje. Pa ne vem, če sem zadosti dober. Pa ne vem, če sem tako sploh vreden, ko bi rekel molo k Bogu, ko bi rekel svoj glas zdignil. In opaziš, da imaš občutek, da se srečavlja za svojo nevrednostjo, neustreznostjo. Da ti Bog pravi, dragoceni se mi. In probaš to odstraniti nazaj in spet pride druga slika pred tebe. Vidiš, da nekaj imaš non-stop pred rokami. Tekaš, da to je zdaj novi trend, da ljudje hodijo v mestih tok, To ste verjetno že opazili. In zelo dosta prometne nesreče že zgodi tok, da ljudje enostavno tekajo z telefoni v rokah v konkretno primere, ampak v bistvu opažaš, da nekaj imaš, da te nekaj bremeni, da si za nekaj stvarjev zasvojeni, šteroš, češ, krojčoti in ti ta oseba pravi, a pa daj ne bodi bolje papeški, kot papež pravijo, Pa samo nauk se živi, pa enkrat to je nikoli pa vojne nikdar ne boš mogel sam zmagati, naj to drugi delajo. Pa dobro, včasih moraš kaj za sebe napraviti pravi. In pa v nebesa se da tudi z dobrimi deli priti. In opažaš, da enkrat se sooča za svojo skušnjavo, svojo odvisnostjo. In potem, da te stvari odložiš in prosiš Gospoda, Gospod, vse to predajam tebi. Potem končno opaziš, da obstaja to nekdo, ki te gleda za popolno ljubeznostjo. Da te gleda nekdo, ki se ne boji puščave, ki jo pozna. Da te gleda nekdo, ki je bil popolnoma osamljen na križe in se ne boji samote. Da je to on, štere tebe, z vsemi svojimi stvari vzeme v objem. Tudi toliko te bremeni, toliko tebe sodi, kad znaš, kaj je nejdobro, pa ti vseeno pravi, dobro je, kad si ti. Dobro je, kad si prišel k meni. Čakal sem te. Ga sem tu, ker te ljubiš. In začutiš njegov objem in znaš, bilo je vredno vztrajati v samoti, v tišini. Bilo je vredno iti na tej eksperiment spoznavanja Boga. Ne v množice, ampak samo ges in moj. In ti čutiš ljubljene se, željene se. In znate, v takšnih trenutkih dostakrat tudi naša duhovna puščava razcveti. Mi letos, da smo bili v Egipte, smo tam videli, oziroma kupili puščavsko
rožo, koliko let? Lahko gre brez vode? Ne vem. Točno več. Točno ne vem. Ampak je popolnoma suja, ovenela cvetlica. In ko prvič pride v stik z vodo, razcveti. Neverjetno. In Bog, ti me poznaš. Smo popevali preslavljenje. Znam, kaj me ljubiš. In draga cerkev, mi dostakrat nujt samo čas, kaj ugotovimo, kaj nas Bog ljubi. Dostakrat se ne zavedamo tega dejstva, kaj smo mi od njega odvisni. Pogosto se nam zdijo to le kot neke fraze, što smo že stokrat čuli. Pogosto se nam to zdijo kot ene vsakodnevne stvari, to da doštejmo to besedo, doštejmo Biblijo, no Jezus zelo konkretno pravi in uči od Boga kot od našem očete. In oče, ki je na skrivnem, vidi. In oče to in oče ono. In vsi, ne glede, kako ste stari ali mlade, za mene se je nekdaj skrbo moj oče telesne. Pa mate, sem ne mogel brez njih. In dan danes ti Biblija sporoča, da se tvoj oče nebeški še vedno skrbi za tebe. Oče, ki te je ustvaril, te vidi, tudi ko si na samem. Da si zagrenjeni žalosti. Da si ne ponosen na to, kakšen si. Je Bog ponosen na tebe, da si ti prav takšen prišel pred njega. Zakaj? Ker je njegova ljubezen neomejena. On te čaka. On ne čaka na neke velike junake, ampak čaka na junake molitve, štiri znajo v trenutki tišine priti pred njega in imeti odnos z njim. On vidi tisto, ko samo ti znaš o sebi. Jezus te vabi na to osebno srečanje s tebom. In če se ti njemi odzoveš, boj siguren, da budeš nagrajen. Nagrajen? S čim? Nobeno srečanje z Bogom ne ostane brez posledic. In on šče imeti skupnost s tebom. Zato si postavimo v tom bodočem tednu, ki je pred nami. Cilj, da bomo enostavno prihajali Bogu bližje. Takšni, kot smo, naj on uravnava naše življenje. Naj on uravnava naš čas. Mi moramo svoje stvari napraviti in urediti. Vse ostale bo pustimo njemi. In vzemimo se te čas tišine. Te čas, da bomo samo jaz in moj Bog na samen, v puščavi, ki njega nič poleg. Ob vsem tem pa v puščavi, sem bil notri zdaj že, znon, tom vedno rahel vetrič piha. In znate, da smo v puščavi, na samem z Bogom, leko čutimo tudi ti veter. In znate, veter je vedno kao simbolika tudi Svetega Duha. Da čutimo Božjo blizino kot blag ali pa močen veter, ki spreminja in premika naše življenje. Bojmo za njega, ker on je za nas. Amen. Amen. Lahko bi stanili gor v zaključni molitvi. In Gospod dragi, zdaj v tom trenutku prihajamo pred tebe kot cerkev, v skupnosti. In Gospod dragi, hvala ti je za to cerkev, hvala ti je za vse blagoslove, ki jih ti doživljamo. Hvala ti, Gospod dragi, za vse, ko se lahko včimo, Gospod dragi, za vse, ko nam ti daješ skozi cerkev. Ampak, Gospod dragi, v tom jutri te prosim za mene, za moje življenje, za življenje mojih sester, mojih bratov, vsi, ki smo zdaj tu v tvojem domu, Gospod dragi. Resnično te prosim, da
gradiš ti naš osebni oziroma moj osebni odnos s tebov. Gospod dragi, da bomo se znali ob kupici dela, ob kupici informacij, zmešnjav, kakoli prihaja na nas, Gospod dragi, da bomo se znali vzeti čas za tebe. Gospod dragi, v tišini, v samote. Da bomo lahko, Gospod dragi, izlili svoje srce pred tebov. In Gospod dragi, hvala ti, da si ti Bog, ki čuješ molitev, vzklikanje, veselja, ki čuješ žalost, ki vidiš solze, žalost ali sreče, ki vidiš, Gospod dragi, tistega, ki je na samem, v tišini in ga ne pustiš ton, ampak se mi približaš, ga objameš in stisneš in praviš, moj si. Gospod dragi, prosim te, da resem za to v gotovostjo, da znamo, da smo tvoji in da si ti naš. Idemo naprej v našo življenje. Gospod dragi, vse do večne slave. Amen. Amen.